studiu en lep pozdrav. Sem Latoja, smo v oddaji, bom z Latojo in kot vidite tudi danes vas bom presenetila z eno veliko zvezdo, največjih po mojem v Jugoslaviji, in to je Danijel Popovič. Hvala. En lep pozdrav. Hvala, lepo se. Lepo je biti s tabo v emisiji. Lepo je, mi je čast, da sem s tabo v emisiji. Jaz sem tudi vesela, da si tudi ti sprejel moj klic in da te tvoja žena, ki je zelo prijazna gospa, pripeljala do mene in tako da res po dolgem času se videla. Zdaj v bistvu, kakor sem zvedla, praznuješ obletnico, Đuli. Ja, to je v resnici 30 let. Je 30 let, ne? 30 let še prej sem se začel ukvarjati z glasbo. Od kdaj? 1983, kdaj je prišlo? Ja, 83, 82 sem izdal prvo svoj ploščo. Bil sem naivan. Leto kasneje, to je bila tako moja izkušnja sa diskografijom, s založbama. Sem začel sa Jugotonom. Pred tega sem špilal po Sovjetskoj zvezi, Nemčiji in tako naprej. Vem, da si s pesem Đuli zaslovel po celi Jugoslaviji, si postal ja, prej sem se tudi ukvarjal. 30 letica je od založbe. Samo v Đuli, vsi poznajo tako ima Đuli, no? Ja, Đuli so včasih znali povedati. Še vedno... In tako si ti? Jaz sem super. Dobro zgledaš, ne? A dobro zgledam, hvala. Pazim. Až kaj me zanima? Pa tudi tatuje imaš nove. Samo pazi, da imaš nove tatuje. Moram biti aktualna. Až kaj me zanima, Danijel? S čim se zdaj trenutno ukvarjaš? Ja, jaz se celo svoje življenje v resnici ukvarjam samo sa glasbom. Sam sabo. To je moje področje. Ja, tudi to. Veš, to razumeš, ne? Ja, koncerte itak. Ja, koncerti zdaj več niso tako, kako so bili prej, ne? Se trudim, ne? Skrbim za to, da moraš nekaj narediti novega. Se vsi trudimo, se moraš. Dokazovati se moraš celo svoje življenje, brez obzira na to, koliko let imaš. Ni lahko, ne. Če imaš to rad, kaj delaš, ne, ja celo svoje življenje samo špelam kitaro vsak dan, pa 1 uro, 2. Si priden. Vadim, ne. Nič pomembnega, to ne pomeni, da bom zdaj nekaj delamo na sebi. Priden si. Kad pridem na kakšen nastop. Priden si. Škaj me zanima, tvoj talent dejansko iz kje prihaja? Kdo je imel ta tvoj talent v družini? Mami? Ja, moja mama je rojena Belgijka. A ja? Tega nisem vedela. Ja, ona je Belgijka, a moj oče je Črnogorec. Tako da sem ja črn-bel. Kad me neko vpraša, kdo si, ona kaže, da sem črn-bel. To ne obstaja, ta nacionalnost. Zanimiva kombinacija. Ja, Črnogorec pa Belgijka, veš. Moj oče je bil doktor, študiral je v Zagrebu, pediatriju. Ja, kako si pristal v Sloveniji? Kako? Kako sem pristal sploh? Kdo te pripeljal sem? Prvič, kako sem prišel prvo v Zagreb. V Zagreb sem tudi spoznal... No, se zaradi tega? Ja, v Zagrebu sem spoznal eno tako... Ponavadi tamo, kjer sem špilal, s tem bendom, ansamblom, so ponavadi prihajali iz Srbije, iz Makedonije. Si imel koncerte? Ne, niso bili koncerti. Imam sam ansambl, kjer smo špilali vsako noč na terasi. Smo imali celo vreme, smo bili po 6 meseci dole v Budvi smo špilali, ki je Bečići pa Budva. Tamo je bil en hotel. Bellevue in 6 meseci smo špilali vsako noč od 8 ure do 11 zvečer. In menjavali se, non-stop so se menjavali te grupe. In enkrat je prišla iz Zagreba tako, ena grupa tako mladih, so to znali reči, gimnazijalcev, ti koji su v 4-letnik končali srednju šolu, ne vem kako so to. Maturanti uglavnom, in prišli iz Zagreba, tako sem zdaj spoznal eno Zagrebčanko in tako sem končal v Zagrebu, 30 let nazaj. Ti si imel 3 žene, ali koliko? Ne vem, več sem jih imel. Ja, 4-krat si bil poročen. Pa tudi te, koje niso bile moje uradne žene na papirju. Zdaj 4. je ta, Aleksandra. Ja, tako, ja. A jih je preveč? Ja.
Se zdi, da je. Ne, meni se ne zdi. Ti si malo obdelal celo Jugoslavijo, pa da si Ja, prišel v to je Slovenijo. normalno, veš. To je Da si tudi, dobil pa najbolj perfektno je žensko. pa tudi, recimo prej sem imel takšne, so me prosili, ne, a lahko se poročiš z mano, pa tako naprej. Pa bile so takšne ponudbe, ne, raznih je bilo, ne. Tako da Jaz sem gledala v slike, resnici- tako si bil lep, mlad, Ja, seveda, uspešen. bil sem lep, to si dobro povedala. Ja. Ne. Bil sem, več nisem, ne. Ok, a veš, to leta, če ja. Še vedno si v formi, Ja, no. ne dam se, ne. Ne Mislim, daš dobro, se, zdaj sem kako? malo utrujen, nisem dosti spal te zadnje dni, se ukvarjam s tom svojim ploščom, ne. A v Ja, povej mi resnici malo nisem več o preveč plošči, obremenjen, ja. nisem preveč obremenjen s tem včasih, ne, kaj imam na sebi, kako sem oblečen, da li imam make-upa, nimam make-upa, ali imam dolge lase ali nemam dolge lase. Mislim, ti več ne Tako da. da, ne, enostavno, Te ne zanima. sem takšen naraven, Tak si in- kakšen sem. Ne? In to mi največ, ne obremenjujem se preveč s tem. Veš. Če bi se tudi s tem obremenjeval, ne, mislim, verjetno bi pristal v norišnici, 100%. Vse si v redu, no. Če nemaš dobre živce, ne, v življenju, Ja, saj ne, vem. če te vsaka zadeva, ne, izdi, ne, onda v tem primeru, ne, v tem primeru ne bi bil tle, veš. Se Ni vem, nekje moraš biti drugje. močna osebnost. Močna moraš biti, veš. Se vem, se vidi tako enostavno. Pogotovo, če so kamere, no, so prižgane, pa te, kaj prideš v kakšno, recimo, ne vem, greš v tuš ali to mogoče Kaj ne te smem pa povedati, takoj ali v albumi, Mercator tik ali pred izidom, kjerkoli ali greš, kaj? ne, vsi nekaj strmijo vate, Ja, veš, mislim, to, jaz sem navajen, to je takšno je moje življenje, ne, to Pač, sem če si izbral zvezda, tako. moraš to sprejeti. To je pač en Pa, del. ne verjamem v to, da sem nekaj, se nisem začel ukvarjati s tem iz enega razloga, da bi bil zvezda, veš. To sploh ne. Začel sem se ukvarjati izključno iz tega razloga, kaj delam to, kaj imam zelo rad, ne. To je ta glasba, ne. Začel sem se, na mamu sem nasledil taj talent, to sem me prej vprašala, zdaj se bom nadovezal. Ja, moja mama je poslušala Salvatore Adama, Mariju Callas, ne vem, takšne pevice, koje nikoli nisi slišala za njih, ne. In to su bili šansonjeri, ponavadi, ne. Tam kjer sam ja rojen, se ono, samo špila, isključno se špila folk glasba, ne, isključno, ne. Ko da me em vprašal, kako ti lahko špilaš šansone v takšnem, veš, v takšnoj sredini, kje je, ne, kje se samo špila folk muzika. Tako da sem sto geni, ne, enostavno to ne moreš spremeniti. Tako da od 12. leta sem, prvič, ko sem išel špilat, zamenjal sem eno kolega, sem bil mlad, ne, a lahko greš tamo pa špilaš na mesto mene. Pa sem rekel, ja, lahko grem, ampak nemam čuvalec pa kitaru. Rekel, ja, ne skrbi, Bob ti ja dal, tako pa sem išel tamo, pa sem špilal samo en komad celu noč. Celu noč sem samo provao, ja, iz začetka. Ja kažem, ne vem, a ti mali, znaš nekaj drugega svirati osim te šansone? Ja sam rekel, vem, en komad od dviju grupe Kosovski božuri, ne? Kosovski božuri, da. I to sam špilao celu noć. I kad su samo pili pivicu, pa to, no, kafana, no. Pa sam prišao doma, pa sam prinesao dinar, pa sam ga vrgao na mizo, pa mi je oče rekao, kje si ti to ukrado? A veš, ja sam rekao, nisam ukrado, to sam zaslužio, sam špilao, ne? Pa ja, to su, kaže, moje 2 plaće mesečne. Ja kažem, ja čujem. Tebi slučajno ti uspelo, ne? Ko da mi je bilo všeč, veš, ful denarja za malo časa dela, ne? Pa še uživu si v tem. Seveda, pa nisem pričakoval to, ne? Tako da se razumemo, ne, zakaj se gre. Pa če se vrnemo nazaj, ko si bil na Evroviziji, ne, ko so bili še jugoslovanski časi, če mi lahko, ja, kako je to izgledalo, predstavljati Jugoslavijo na Evroviziji? Ja, veš, tudi to, nisem hotel iti na to, ta Eurosong. Nisi hotel? Jaz sem v resnici eno leto, 2018. leta, to je bila prva moja plošča. Nihče mi ni hotel pomagati. Nihče v studiu, ne. Tako da sem bil sam, kot zdaj. Nič se ni spremenilo, ne. Za v življenju se moraš sam res poskrbeti za vse sam. Če ne, kako ti je uspelo? Pa sem šel v taj studio, pa sem posnel taj bio sam najo, ne. In tu sem zaslužil 11% vrednosti od CD-a, ne. Dakle, če bi recimo CD tada koštao recimo 10 eura, moje je bio 1 euro. Če sam prodao. A ja.
Milijon plošč, to je milijon evra. A ja. To pomeni, da sem zaslužil samo zato, ker sem imel 11%. A veš? In da so mi drugi hoteli pomagati, Ja. da tudi oni zaslužili denarja. Ne? 50% bi... Ja, seveda, bi bilo ja, da danes to so bili drugačni časi. zaslužek. To so bili drugačni časi. Ne? Tako da sem na ta Eurosong v resnici nisem hotel iti, ali so me prosili, a imaš kakšen komad? Ne? A imaš kakšen komad? Sem rekel, ja, imam te komade, pišem glasbo, ni problem. A takrat te ni zanimalo toliko Ustvarjam denar? glasbo. Mislim, kaj te je zanimalo? Denar ali muzika? Ali Ne, oboje? samo izključno muzika. Tako da Slučajno. meni nije popularnost, pa televizija, pa Ti si to festivali. pel iz srca. Točno. Nikoli nisem, pa so za ston peo, veš, full. Ne? So me non stop klicali, pa pridi tle, pa pridi tam, pa ne vem kaj vse ne, pa nikoli nisem spraševal, a me boste kaj plačali. Ne? Tako da so me izkoriščali, full. So me izkoriščevalci su bili. Vsi po vrstom redu. Ne? Ti je žal, da nisi bil takrat komercialen pač. Če Sem bi bil. bolj komercialen. Ja, nisem bil full komercialen, pa nisem pričakoval, Če bi da bil- bo kakšen uspeh, veš. Ja, ma če bi bil bolj komercialen, bi si zaslužil več. Ja, če bi peo folk glasbo. Ma ti je žal, da nisi bil tak. Ali... Ne. Ne. A tebi žal? Ne. A? Ne. A bi se ti ukvarjala, kaj mogoče? Se delam dosti stvari iz srca. No, vidiš. Pa pridejo lepše stvari, no. Ja, pa Bolj kvalitetne, veš, ne ni- delamo vse zaradi denarja. Ne, ni vse, Meni se zdi, tisti, ki so uspešni, v Ja. bistvu pevci, igravci, so bolj zaradi... no, nočemo biti hinavci. Veš. Zaradi Mislim, v talenta, resnici no. sem sorry, kaj te prekinjam, ne. To zdaj, kad omenjaš denar, ne. Ok, denar, en pregovor v slovenščini mi je zelo všeč, vse se začne pa konča pri denarju. Ne. In resnica je to, da brez denarja ne moremo živeti. Ne. To je res. Ne. Ja, so veliki stroški. Nikoli se nisem prodal za denar. Ne. To je zelo pomembna zadeva. Nikoli nisem klical, ne vem, kakšne glasbene urednike, pa prosil, ali lepo vas prosim, ali lahko stavite moj spot, ali ne vem, ali predvajate mojo glasbo. Ja, to nikoli nisem delal. Ne. Ponavadi ja, osebno ne. Mogoče moj PR ali kakšni menadžeri, tako, pa producenti ja. No, ja to nikoli nisem. Tako da sploh nisem ukvarjal s tem. Taj moj uspeh se Đuli, ne, konkretno. Ne. Kad sam me poslao na Eurosong in zmagal sam, zato ker sem to res nisem pričakoval, ali sem tako nagrajen bil, nagrajen za moje delo, za moje trdo delo, jer sem prej tega ful imel izkušnje v Sovjetskoj zvezi in garal sem, lahko to povem, ne, tako po resnici. Si ponosen. Ful sem ponosen na to, ker imam ful izkušnje, pa tudi koncertne izkušnje, sem po celoj Sovjetskoj zvezi, nima mesta, a res nima mesta, kjer nisem pel, ne tako, nego po 2 koncerta smo imali dnevno. Ne. Ponavadi smo spremljali te pevce pa pevke koji su prihajali, stalno su se menjavali. Ne. Stalno su končali recimo 2 mjeseca, pa su prišli druga, pa mi smo kot ansambl stalno bili gor. Tako da te izkušnje koje sam, mi bilo, lahko povem, prej Đuli bolj všeč, ne, taj čas, nego po Đuli. Sem prebrala članek. Ja, tako da... Kaj pa zdaj te še vabijo na koncerte po Jugoslaviji ali po Sloveniji? Ne, zdaj v zadnje čase ne preveč, ne preveč. A moram tudi to povedati, da vojna, koja se zgodila u Jugoslaviji, ex-Jugoslaviji, je tudi pustila en ogromen, če bom skromno rekel pečat, en hud pečat, ne. Kako dušit, kako na splošno. So se ljudje spremenili? Ljudi se nikoli nisu... To, kaj smo doživjeli v tej, tamo, ta vojna, kaj je bila, ne, to je še bilo od začetka stoletja, ne, tih problemi koje zdaj ta naša generacija. Ta generacija nova, ne, oni sploh ne vejo, kaj se dogaja. Ne. Ma zdaj imaš kaj koncerte po Sloveniji? Ja, Zdaj v Močvari sam imao u Zagrebu. Na zadnji koncert? U Rockerskom klubu sam imao koncert, ne, fenomenalan bio, ne vem, mogoče. A ti žena pomaga pri tem? En teden do 10 dni, seveda pomaga, kliče me, PR-ovka je. Ja, PR-ovka je.
dela na tem, ne morem reči, ne, pomaga mi na tem polju. Tako da brez kontakta, ne, in če ne rineš, ne, na nek način, ne. Danes sem bil tudi gost na Aktualu, ne, sem vzel kitaro, ne, pa sem špilal, ne, pa nisem spal 2 dni, ne. Na koncu so rekli, ja, pa nič se ne sliši, da si utrujen, da imaš kakšen utrujen glas, pa tako naprej, ne. Zato, ker sem navajen na takšen tempo, ne. Vsi spijo, jaz sem buden. Veš, v Domžalah, kjer sam, jaz sem buden do 4, 5, 6, ja grem spat in ne grejo delati. Meni je ful nerodno, ne. Ja, edino luč se lahko orientiraš, ne, kot ono, samo je edina luč. Ja, edina luč je samo v tej sobi, ne. Ja, gledam Discovery Channel, gledam pa tako naprej, veš. Vse pod kontrolo. Vse je pod kontrolo, veš. Ja, kaj pa, me zanima, a dobiš kaj od avtorskih pravic, no, ko se tvoja muzika vrti? Zdaj, a dobiš še kaj plačeno? To je zdaj več nikoli včasih, ne. V resnici je, kdo je kriv za to, ne. Kdo je kriv? Kriv je Bill Gates. V resnici je kriv on. Zakaj? Ja, res, zakaj? Zato, ker včasih smo imeli založbo, koja je štampala ploče, veš. Mislim, imamo konkretno plastika, pres, pa se naredi. Danes vsak lahko na svom računalniku naredi kopijo CD-ja. Vsak. Iz tega razloga mi ne moremo dobiti taj honorar, koji bi zaslužili z glasbo. Od glasbe se več ne da živeti, ne, na takšen način. Včasih se je dalo, no, zdaj se kar časih... Ja, pa si predstaviš, ne, lahko smo prej prodavali 500, 600, 700 milijon plošč, ne. Danes ne moreš prodati 500. Kako lahko živiš od tega? Ne moreš, ne. Edino ti preostaje koncerti, ne, in tako. Ful dela, trdega ga je dela, ne. V zadnjem času sem prebrala, da si bankrotiral, no. Ja, pa kdo ni? Pa država je bankrotirala. Vsak dan poslušam te banka, nekaj z bankom ni v redu. Ja, veš kaj, če vsi se zagovarjamo, nekaj govorimo o recesiji in tako naprej, ne. V resnici se gre za to, za eno tako hecno je bilo vprašanje, ne. Kak je bilo včasih? In kako zdaj? Kako je zdaj, kako je danes? Ti si povedal pač res. Jaz sem rekel, veste, kak je bilo včasih, zdaj je katastrofa. Ne, zdaj so bili časi fenomenalni, ne. Ta vojna, ne, hoče se nadovezati na to prej, ta vojna je uničila, ne. Recimo, vsaka država prej je morala imeti, vsaka dežela, ne, je morala imeti, dakle, računamo, zdaj imamo makedonski, imamo crnogorski, imamo bosanski, imamo srpski, hrvaški, slovenski, ne vem, kaj imamo še, kakšne jezike. Ja, tamo taj dio, onaj dio, kjer Kosovo, Metohija, to ne vem, to ne računamo na to. Ne? Tako da, nasplošno... Kaj pa, a lahko poveš tvoj nov singl zdaj? Ja, kjer je tvoj singl? Zdaj smo skočili na drugo temo. Najnovejši. Ja, to, ja, da taj novu plošču sam delao celo lansko leto. Zločini kazna se imenuje plošča, ne. Croatia Records je bo objavila, ne. In zdaj ta nov komad se imenuje Fantazija, ne. Bo Fantazija, ne, bomo videli. A si za to, da ga poslušamo? Ja, seveda, da, samo rada, da slišimo, da tudi gledalci, ne še, da tudi gledalci slišijo, kaj se sploh pripravimo. Ja, to je uradna verzija, ali zdaj še ni končna verzija, tako moram povedati. Zdaj bomo pa kar slišali tvoj komad. Dobar komad. Moram reči, da sem sam avtor, pa avtor. Ok, super, tudi to, sprejeto. Verjamem, da vam bo všeč. Ok, upam, da ja. A upaš? Mislim, da ja. Ovo je fantazija, surfati sa zvijezdama do udaljenih galaksija. Samo ti i ja, do ruba našeg svemira, brzinom vatnog pogona, u pjenu sam se pretvara. Tu smo ti
zatečeni. Kad tebe ljubim, te udišem punim plućima. U zatvoru sam osuđeni, na koljenima zarobljeni, do grla u vodi utopljeni. Za slavčicu se hvatam ko nevidljiva, me tebi sila vuče u crnu ruku vrtloga. Kome te orska kiša ti po krovu tuče, to sam ja. Ko nevidljiva, me tebi sila vuče u crnu ruku vrtloga. Kome te orska kiša ti po krovu tuče, to sam ja. Ko nevidljiva, me tebi sila vuče u crnu ruku vrtloga. Kome te orska kiša ti po krovu tuče, to sam ja. Ko nevidljiva, me tebi sila vuče u crnu ruku vrtloga. Kome te orska kiša ti po krovu tuče, to sam ja. Živjo, se vračamo nazaj. Imamo Danijela Popoviča, veliko zvezdo, ki je zdaj predstavil pač novo pesem. Smo zdaj Ja poslušali. nisem pričakoval, da boste to naredili. Hvala. Vseeno, ne, lepo. Komad je okej, Mislim, da ne. je Ni slab. se ni da, slab. v bistvu ti gre tako, mislim, se ga da. Tako je gre, Ja, še se ja. enkrat, dvakrat poslušaš. Pa to je ponavadi bistvo, ne, Pa imaš komada, kad narediš, ne, da rabiš takoj da zažge, ne, Ja, da čaja neče se 15krat, A imaš 1000 kakšne poslušati. načrte za spot, da boš posnel spota, ne? Ja, mogoče na kmetiju bomo šli, pa bomo naredili. Kakšen spot, ni problem. Med kravami. Artura pokličemo, pa Marija na novinu, pa Maja, pa tako, veš. Ni slabo, ne. So bili Ja. lepi časi to na kmetiji, ne Takrat. se spomniš. Tudi A tebi ni bilo lepo. Meni je bilo super. Ja, neki. Ja. Kako si ti imel tam? Fenomenalno. Bi še kdaj ponovil? Počitnice. Počitnice. Res. Ko enkrat pa se pozabili sploh na telefon, veš. ja, se pa dobro, pozabiš. nismo imeli kaj za jesti, pa tako naprej. To vse vemo, ne. No, v primerjavi recimo sa Hrvaškom recimo kmetija pa farma, ne. Ja, ti si pol šel Bila katastrofa, tamo je bilo toliko živali, pa tigrasti komari, takšni su leteli, veš. To, ja sam rekao, ja već tle ne bom bio. Pa je bio en osel, ne, koji je nas je vse htio, veš, kaj, ne. Ko sam rekao, veš, kaj pa je to, ne, mislim, pa to je ful nevarno, greme domov. Tako da se sa Hrvaške farme sam zbežal, ne, res nisam. V bistvu slovenska je bila Slovenska boljša. bila pravica, bila res. Boljša. Kaj je. To je res. A Fenomenalno. bi šel še kdaj v bistvu? Seveda, na mrzli vrh, tako je. Ja. Tam je bilo pa res mrzlo. Takoj na mrzli vrh grem, ni problem, pa sem spal na tih trlih daskah, sem se zlomil, ali sem se navadil, nakon 3 dana je bilo vse super. Ne? Vsi smo Pa to se... se spomnim, kada su me postavili za glavu družine, ne, pa Ja. sploh nisem pričakoval. Ne, A bi Alenka- šel tudi v Big Brotherja, če bi te A povabili? to ne verjamem, da bi, ja, mogoče za, veš, vse si začne, pa se konča pri denarju, ne, mogoče za mogoče denar. tudi ja, zakaj pa ne. Tam smo se... Arturom sem se tudi zmenili, da bo delal Danijelijadu, ne, roman bomo delali Ja. ne, skupaj, ne. A misliš, da bo izpeljal do konca? Ne, mogoče ne, to je se znamo govoriti o tem. a imaš... veš, samo, S kom se razumeš? Artur je fenomenalan, bez še obzira vedno to, kaj sta? se ti, ja, bez obzira kaj ga ti nosiš na neki način, pa v srcu, pa ga hočeš, Sem pa ga ga imela v nočeš. srcu. Sem. Ja, zdaj ga več Kaj nimaš. pa Maja Prašnikar? To je. Ne vem. A ni Maja Prašnikar
kolegica s tvojo ženo? Se družijo? Ja, mislim da je. Misliš, da je? Mislim da je. Da ja, mislim da je, da su prijateljice. ja. Mislim da je. Se kličejo pogosto pa tako naprej, ne. Ja, skozi si pa najbolj razumel na kmetiji. S tabo. Ne, res, da se spomniš. Jaz ti se sploh nismo pogovarjali, samo telepatija, veš, ono, veš. Samo pogledi, veš, samo pogledi in to je to. Ne moramo se kaj pogovarjati. Ja, Vse je jasno. Vse je jasno. Ja. Veš, Salome pa tako, ne. Ma mislim, da družba je bila super, ne morem povedati, pa Suzana, pa vsi so bili, ono, pa Fredi, ne. Marjan je bil fenomenalen, vsi, ne, pa Goran, pa mislim, resno, kmetijo nosimo v srcu, evo. Veš zakaj? Zato, ker sem resno kmet. Ne? Tako se počutim, ne. Ja jesam kmečki otrok sem, ne. Sem odrastel, sem v vasi, pa tako naprej, pa poznam tu zgodbo, ne. Samo toliko krav, ko je bil na Hrvaškem, v tej farmi, rekel sem hvala, adijo, nikoli več. Koliko časa si bil tam na Hrvaškem? Okay. Ja, skoraj bi bil dogural do 1 mesec pa pol, pa sem rekel, sem zdaj, ja, ful dolgo sem bil, pa mislim, ne, ni več dal, ne, pa so me prosili, Daniel, nadaljuj, ne, producenti, veš. Sem rekel, ne, ni šanse, te tigraste komarje več ne bo prenašal. Spomin, na to farmo ga imam tle, to je tigrasti komar, poglej. Še ona ne zgine. Skine, točka, to ne vem kaj. Tam je bilo kaj? Tok tega, mrčesa ali kaj? Veš kaj, to še nisem doživel. Zraven enega mečkanega jezera smo bili. Kaj pa se... Pa, to je žabe, veš, kako so žabe, ne? Kre. To je bilo. Oj, mislim se, to ne... Pa ne vem koliko, to je bilo toliko živali tu v življenju svom nisem videl na enem mestu. Ja, a si kaj o seksu tam na kmetiji? Kje pa? Nikjer ne moreš seksati. To ne pride v poštev. Kaj pa na farmi, niti v Sloveniji ne tam, na Hrvaškem? Tam je bila hujša zadeva, veš. Tam je bila hujša zadeva, smo imeli non-stop mikrofon, smo imeli, ne, pa kamere so non-stop snimali. Kjerkoli so bili, ko Big Brother, samo tako, na to večjej lokaciji, ne. Več placa smo imeli, pa tako naprej, kjerkoli se obrneš so bile kamere, ne. Pa nisi mogel biti sproščen. Jaz sem bil sproščen, samo od začetka. Pa sem rekel, veste kaj, ja imam izkušnje, ne. Sem bil na slovenskoj kmetiji, ne. Imam izkušnje, veste kaj, brez obzira na to, kaj imamo te kamere, pa te mikrofone, po pogodbi moramo to imeti ves čas, pa vas lepo prosim, da se takoj zdaj zmenimo, da naredimo eno grupo, tako da jih vse ostale uničimo, ne. In oni, ja, zdaj si hinavci bili, veš, nočemo se mi pogovarjati, nećemo mi nič, mi nimamo nič. Kaj je bilo pa s to zgodbo z oslom? A si bil kaj še Ja, osel je htio nategnut, ne, konkretno. Da si ih nadlegoval? Ne, nisam ja, nego taj Janko se imenovao, taj osel, ne, koji je hotel nategnut eno punco, ne, ona sploh ni čutila, ne, sam rekao, halo, oprez, ne, zdraven tebe stoji, pa mu stoji, ne, a bute nategnuo, ne, pa je bila, on se obrnula i rekla, mama mia, ne, pa bi, taj Janko osel, nije bio noro osel, res, je bio nategnuo garant. Mislim, poskusio bi se. Ko nisem spremljena, ja. Živali su ful nevarne. Gremo na oglase, pa se po oglasih se nadaljujemo. Ne gremo, lahko.